Pokrovitelj oddaje Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji bomo spoznali življenje tovornjakarja Marka Vučka, lahko rečem mojega dolgoletnega prijatelja. Marko, živjo, dolga leta si že povezan s kamioni, s tovornjakom, ampak ne bova začela s tem. Najprej bova začela, kako se je začela sploh tvoja pot, da si sploh začel razmišljati o tem, da boš nekoč vozil tovornjaka? Ja, lepo pozdravljen. Zadeve se nekako v življenju zgodijo spontano. Tudi moja pot se je, ne. Ja, najbrž me je tudi okužilo prisluženje vojaškega roka. Tam sem bil kasneje tudi inštruktor. Potem po delu v varnost kot elektromehanik, pa nekako nisem mogel iz glave spraviti te misli, te neke cestne svobode, da bi se podal v te vode, no. Tako da po nekaj letih v tovarni, ne, sem mogel še probati pol to. Tako da sem 89. leta šel v firmo Aviator. No, ko sva se nekako dogovarjala za ta intervju, si povedal, da boš ti do tovornjaka prišel kakšno uro prej, kajti potrebno ga je pripraviti za vožnjo. Je res toliko dela? No, seveda, zakonodaja je tu rigorozna, ne. Skratka, treba je kamion dejansko pripraviti tudi v tem trenutku, zdaj po prazničnih, ne, za vožnjo brez prikolice, ker imamo tako parkirane, ne. Se pravi, namestimo gor tam, ko ni blatnike, ne, to je pač po zakonu. Kar je pa najbolj važno, pa seveda voznikovo kartico, ne. Brez tega v tahografu sodobnosti ni vožnje in niti ni dovoljena, ne. In ker je precej že tudi hladno, je verjetno mora tovornjak nekaj časa biti prižgan, ne, da se segreje. No, tukaj imamo seveda poleg motorja, da s tem zadostiš prek kompresorja dovolj zraka, imamo seveda webasto, ampak zato ni potrebe, da motor teče, ne, ker tudi če kje stojimo, seveda moramo imeti webasto, to je gretje, nobenega problema ni in tudi danes sem poskrbel za to, da bo toplo. Ja, pa jaz predlagam, da gremo najprej kar na kratko vožnjo, pa boš potem povedal, kako je biti dneve, tedne, leta za volanom. Ja, predlagam, se pravi, dobrodošlico jaz izrečem, dobrodošel v kabini tovornjakarja. Evo, takole, probna vožnja se je začela. Marko, si ti kje razmišljal, koliko kilometrov si že na svoji poklicni poti kot tovornjakar prevozil? Ja, v teh blizu 30 let sigurno se najmanj zmotim, če rečem, da jih je čez 3 milijone pa pol, ne, kilometrov. Kaj je najtežje? Ta odsotnost od doma, tudi na nek način verjetno dolgočasje? No, dolgočasje niti ne, to spada v spontanost dela, ki se kasneje navadiš, ampak moram res priznati, da najtežje je bilo, ko smo bili mlajši, imaš svoje majhne otroke in to so sigurno trenutki, ko je najtežje iti od doma, ko se te otroci oklepajo okoli nog, ne. In to je res težko iti. Saj pol kasneje to nekako preboliš, ampak to so tak stresni trenutki. Ko si bil še v varnosti, si takrat že bil poročen z dragi? Sta že imela družino? Ja, ko sem še delal kot elektromehanik v varnost, sva z ženo dragi, sva imela že sina Sašota. Potem kasneje, ko sem pa že nastopil delo pri špedicijski firmi Aviator iz Ljubljane, se nama je pa rodila še hči Sara. Je bilo kaj pogovorov, preden si postal tovornjakar, ženo? Sta se kaj pogovarjala,
ali sprejeti ta poklic, zagristi v to kislo jabolko? No, moram priznati, da eno je bila res moja želja, ki mi je žena vedno stala ob strani. Tudi spodbujala je neke, bom rekel, tudi moje otroške sanje, ampak ne nazadnje tudi, če smo pošteni, bližala se je tudi ekonomska kriza, napovedi so bile odpuščanja po tovarnah, ne. Tako da kasneje se je izkazalo, da sem jaz s to svojo menjavo službe v bistvu tudi nekako poskrbel za eksistenco familije, tako da nismo bili, bi rekel, v nekakršni taki krizi glede tega. Vsekakor pa, seveda, pogovor za mizo, vsako stvar sva se vedno pogovarjala in tudi dogovorila. Kaj je bilo najtežje? Zjutraj vstati, se usesti za volan in si reči, zdaj me pa teden dni ne bo doma? Ali pa mogoče, ne vem, ko si bil mesec doma, dolgočasje spet? No, največkrat, ne, doma mi ni bilo nikoli dolg čas, ne, to moram priznati. Nikoli po tovornjaku? Ne, pač, ko je treba bilo spet iti, sem šel, ampak ko sem bil pa doma, pa res sem bil predan družini, smo tudi hodili seveda na dopuste, izlete, razne zadeve. Tako je. Tudi če pride, na primer, kakšen trenutek slabosti, ali pa rečemo v tem poklicu, ne, moraš biti res, vedno moraš biti maksimalno spočit, skoncentriran, te stvari ne smeš zapostaviti, ne, ker če ne, je res, pol pa je težava, ko greš na vožnjo. Nespočit, utrujen, tak nisi za na cesto, ne. Marko, ko si nastopil službo v Viatorju, ne vem, so te kar takoj poslali v tujino? Kako se je bilo prvič srečati s tujino? No, Viator je bila resna firma, ne. Tam je bil pristop profesionalen, maksimalno. Se pravi, najprej so pogovori glede tega, kako ene stvari potekajo v mednarodnem transportu, potem zdaj, če skrajšam, ne, smo imeli par mesecev, si na Viatorju bil v delavnic, da si šel po vseh oddelkih, katere si pol kasneje v poklicu, že ko si redno vozil, da si vedel, kako se obrneš glede popravil, soočen z mehaniki, ki so tudi nepogrešljiv del tega poklica. Skratka, jaz sem bil 3 mesece v delavnic, potem je pa takrat še bila Jugoslavija, tako da so nas dali z nekom, da smo šli malo po Jugoslaviji, s kamionom seveda, začel sem, no, lahko povem, prva vožnja je bila Podujevo, Kosovo, Iverka iz Otiškega vrha, nimaš prave predstave, poslušaš majstra, kar ti pove, skratka, vse je na novo. Zdaj ceste so, vidimo, ne, kar na nekaterih mestih slabe. Kako pa je to po svetu? Ja, po svetu razlika je, ne. Sicer jaz, rečemo, ko sem pa naravi tak patriot, seveda se je zimo pridušamo nad vsakim tunelom, čiščenjem, tudi nad Slovenijo, čeprav tudi včasih se to dogodi tudi v tujini, ampak imajo drugačen pristop, no, nek sistem dela je drugačen, naprimer tam, ko so redna vzdrževalna dela, tam reflektorji gorijo po Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švica, to gorijo celo noč, to se dela noč in dan, ne, tam praktično ni prostega dneva, če je treba določene zadeve sanirati, ampak kljub temu se dogaja bilo kje po svetu, so naravne katastrofe. Vse vemo, tudi v Italiji rušijo se viadukti, tako da relativno bi rekel, nikjer ni čistega mira, no. Kako pa je s hrano na dolgih vožnjah, ko te teden dni ni doma, greš jest v restauracije, ješ kar tam pri kamionu? Ja, s hrano je pa tako, no. Zdaj, da bi se šel tazga turista, ne,
da bi kar paradiral po hotelih, po restauracijah, potem ti ta kompenzacija ne da finančnega učinka. Skratka, treba se tukaj znajti, ne. Že moji predhodniki, ki so tudi vozili Iran, Kuvajt, Teheran, so nas navadili, da to prviatorji, takrat je vsak kamion imel zaboj za hrano, tam noter je bilo isto kot neka shramba, ne. In to smo si kuhali sami. No, jaz sem še do zdaj ostal tak špedicijski šofer, da še zdaj jaz izkuham razne stvari, ne. Je pa res, ne, konzerv sem pa tudi menda za kak mehen kamion pojedel, to pa priznam, ampak okej, nekako se moraš znajti, nikakor se pa ne smeš zdaj tam sam sebi smiliti, kamor si se podal. Tujina zahteva vsaj neko minimalno pasivno znanje tistega jezika tam, ki se voziš, da nisi totalen, kako bi rekel, nepoznan o tem, kako se dogaja. Je pa res, ne. Z leti se spraksiraš in kar rataš kar tak tip, no. No, Takole, ki je pa lep asfalt, ne. Rečemo pa to 500 kojno tudi poleti, ne, ko bi rekel. Seveda so pa omejitve, ne. Ti ne smeš voziti kar cel dan, ne smeš biti prehiter. Kako je pa s tem? Ja, mi vozniki v mednarodnem, pa tudi v domačem transportu, to je za vse enak, ne. Tukaj smo podvrženi zakonu o delu mobilnih delavcev, ne. Se pravi, to so točno zakonitosti delovnega časa, na voljo je 11 ali pa 15 ur delovnega časa na dan, medtem je pač treba delati te kratke, bi rekel 45-minutne pauze, 9-10 ur je na voljo na dan, da jih zvoziš, počitek 11-13 ur, to so minimalne zadeve in teh se pač treba držati. Kaj pa hitrosti? Ja, hitrosti je tako zdaj, no. Sami kamioni so prek tahografa blokirani tukaj od na 90, no. Se pravi, to je limitiran, odvisnost je zdaj seveda, kako ima kdo gume, kakšen je procent tistega tahografa, grih takrat, ki se kontrolira na 2 leti, ne. Tako da tukaj je tista stvar, ko jo tudi vidimo na cesti, ko se eni kolegi prehtevajo za tist centimeter, je en hitrejši od drugega, ne. In dober, no, en so pa tudi malo neresen, ker povzročajo neznosne kolone pri tem prehtevanju, ne, to je pa res. Ko se potem iz tega visokega tovornjaka, iz te kabine, usedeš potem v svojo Hondo, v osebni avto, so občutki kaj drugačni? Ja, moram priznati, da zdaj, ne vem, nobene take vidne razlike ni, takoj ko presedlaš, preklopiš v glav, se pa spomnim na začetku, ne, ko so prvi avtomatiki prihajali ven, tudi ta Volvo je avtomatik, ne. Se pa spomnim, ko sem začel voziti prvi kamion, ki je bil avtomatik, ne, potem sem se pa usedel v osebnega, ne, pa sem pa kar sklopko pozabil stisniti. Sem mislil, bo kar vse samo šlo, ne, tako kot tam, ampak ni, ne. Tako da se je kar potresel osebni avto, ne. Večinoma so avtomatiki kamioni. Zdaj smo brez prikolice. Je težje, lažje voziti? Naprimer, zdaj, takole, ko smo brez prikolice, je tale Volvo ko en poskočen mlad žrebiček, ne. Takole skače, prikolica pa, ko je zapeta, je vse bolj plavajoče, odvisnosti pa tudi od teže, ne. Tudi tam smo limitirani na 40 ton bruto. Seveda je odvisno, kako imaš lepo naložen. Tako da, ja, nekako smo najbolj navajeni, da je prikolica zraven. V kateri državi se ti nekako zdi, ali pa se ti je zdelo najbolj nevarno voziti, kjer je kar precej adrenalina, mogoče tudi zaradi kakšne zakonodaje? Naprimer, mene je na začetku najbolj motilo to, ko smo vozili
Poljsko ali pa Češko-Slovaško, Madžarsko, ne, te korupcijske zadeve, te kilometrske kolone, ki so jih zaradi teh koruptivnih uradnikov zganjali tam po teh carinah, mejah, ne, in to se je prečakali dneve in dneve se je prečakali, ne. Plus tega ti je šel vmes kdo, ki je ukradel ali pa kaj takšnega, ne. No, to me je v bistvu najbolj motil, ne. Ampak ko sem jaz začel pa Nemčijo voziti, za mene je bila Nemčija alfa, omega vsega, ne. Tam te ni noben nič na suh hotel kaj kaznovati ali pa kaj, če nisi nič naredil. Vljudnost, vse. Za mene je bila res na začetku Nemčija enkratna dežela. Je še vedno? Ja, zdaj se je ta Evropa nažalost čisto pomešala, tako da danes res tudi, no, da mi zdaj kdo od kolegov zameril, ampak tudi v Sloveniji se že več ne ve, kdo vozi kje za volanom pod kakšno registrsko tablico, ne. Se ti je kdaj kaj hudega zgodilo na teh tvojih vožnjah po Evropi, izven Evrope? Ja, tudi to se je zgodilo. Ne moreš mimo tega, ne. Kaj? Leta 2000 sem se vračal iz Irske. Irsko sem veliko let iz Gorenja vozil, tudi belo tehniko. In ko sem se po noč vračal iz ladje, iz Dublina nazaj v Anglijo, sem pred Birminghamom naletel na skoraj stoječo kolono v megli in nisem mogel nikakor se ustaviti in sem se napičil odzad, ne. Tako da huda nesreča, zlom stegnenice, rehabilitacija 10 mesecev, firma mi je stala odzad, sanirali so z avionom, so me spravili domov, tako da pa sem se spet pozdravil z Lizo, pa smo šli naprej. Tako da to je bila ena izmed takih zadev, ja. Slišal sem včasih koga, ki je dolgo sedel za volanom, da je bila tudi Turčija včasih kar precej neprijazna, ali pa mogoče Rusija za voznike. No, zdaj te dve države, ki si navedel, pa glih nisem bil, ne. Si pa slišal kaj? Ja, seveda. Te zgodbe zmeri krožijo o tem, kako, to je zdaj spet odvisno, ne. Naprimer, meni so v vseh letih samo enkrat v Milano pri belem dnevu ukradli komplet dokumente iz kabine, ne. Po Turčiji sem pa slišal samo to, da tudi tam je taka zakonodajna zadeva, če si tujec, ne. Ali pa to so govorili tudi moji kolegi, ki so vozili Afganistan, Kuvajt, Irak, Iran, ne. Tam si ti tujec, če se je tam dogodila nesreča, ti si bil kriv, ker so smatrali tako hudomušno rečen, če tebe tam ne bi bilo, se tega ne bi zgodilo, ne. Tako da turški zapori, sem slišal od večjih, so hudo grd, ne. Tega noben si ni želel. Dejal si, da so ti odtujili dokumente. Kako pa je to? Kako se znajde nek voznik, nek človek, ki se znajde v takšni situaciji? No, jaz sem se pač v tej moji še menj kot pasivni italijanščini, no, pač oslonil tam na tisto firmo, kjer bi naj tudi nalagal za Avstrijo. Sem jih prosil, če me peljejo na policijo, da prijavim, ne, ker neki protokol prijav moraš izpolniti, da saj s tistem, če te kdo ustavi, lahko saj poveš, kdo si. Ker, zanimiva dogodivščina je to, ker ti kar naenkrat nimaš dokumenta, s katerim bi se izkazal, kdo pravzaprav si, ne. Tako da so mi tam na policijski postaji pol ta protokol napisali in pol kasneje sem si doma dal urgentno urediti vse dokumente, da sem jih dobil, mislim, da v enem tednu, no. Marko, kako je pa, včasih se spomnimo teh dolgih vrst, Dolgi vasi na meji z Madžarsko, zdaj, ko so meje bolj odprte, pa vendarle, kako je na mejah?
Ja, to je bila ena za voznike, šoferje, tovornjakarje, kakorkoli. To je bila ena izmed najlepših dogodkov, kar se nam je zgodil, je bil to, da nam ni bilo treba več na mejnih prehodah pa carinah čakati v dolgih kolonah, urah na te postopke carinske, ki jih moraš opraviti, da prečkaš iz ene države v drugo. Ne. To združitev Evropo, to je bila res enkratna zadeva za tiste čase. Ne. S tem smo se res izognili tem mukotrpnem, dolgotrajnem čakanjem po teh carinah. No. Pa je še vedno kaj tega čakanja ali samo tisto čakanje, ki je obvezno, kjer moraš počivati, kjer mora tovornjak počivati? No, seveda so kontrole, po parkingih so kontrole, nekatere države jih tudi naredijo na prejšnjih obstoječih mejnih prehodih. To so kontrole take, bi rekel, prideš, greš, razen če te ekstra zaustavijo. No, to še zmeraj je, pa se navsezadnje, nekdo mora tudi to kontrolirati. Ne. Marko, pa kljub temu se včasih zgodi, preberemo, kje, da kakšen voznik reče, da mu je bilo kaj podtaknjeno, tudi kakšna droga, ne? In ga policisti ulovijo. So bili že takšni poskusi? Si slišal za takšne primere? Ja, seveda. Ja, to je pa seveda tihotapstvo, žal to še niso izkorenili. Zdaj, kdo se v to spusti, mora prevzeti odgovornost. Jaz se kaj takega nisem spuščal, niti mi na kraj pamet ni padlo, da bi s kakšnim negativnim dejanjem onečastil svojo družino. Ne. To absolutno ne, drugače pa to se vedno dogaja. No, tudi jaz sem imel sam anekdoto, sicer ko sem šel v Anglijo, ne, in takrat, ko je bil že velik naval migrantov, so nas kontrolirali v Calesu, ali pa se pravi, ko smo šli Calais-Dover, ne, s trajektom, in tudi tam so mi enkrat odkrili 5 migrantov na prikolici, ne, in potem je sledil tisti postopek, sam tudi to je bilo pri aviatorjih, mi smo imeli protokol liste, kje si vse kontroliral, kako si beležil, kako si vršil kontrolo nad dogajanjem okrog vozila. Tako da 5 ur so me zaslišvali, ker gre vse prek tega migracijskega centra v Londonu. Ne. To so preiskali, jaz sem tam suvereno vsakem zaslišatelju odgovarjal. Vsake pol ure me je prišel eno in isto vprašati, vsakem sem tudi eno in isto povedal, in potem so me po 5 urah spustili, lahko greš, hvala, korektno, brez problema. Ne. To se pa verjetno tudi danes dogaja, ko čutimo res ta porast migracij. Verjetno je treba biti kar pozoren, da nimaš v prikolici kaj. Ja, zdaj so pa teli migranti, to, kar je pa zdaj, to je pa brutalna agresija. Ne. Takrat, ko sem jaz vozil, so bili migranti, so se skrivali, so hoteli se pritihotapiti, ampak to, kar pa zdaj od kolegov slišim, kakšna brutalnost, razbijanje okn, plezanje po ceradah, vdori v kabino, pretepi z vozniki, to je katastrofa. Ne. In lahko kaj pregledaš? Imaš ti sploh dovoljenje pregledati, kaj je na prikolici oziroma kaj voziš? Tiste zadeve, ko jih lahko gledam tam, ko smem biti prisoten, jih kontroliram tam, ko ne. Suvereno zaupam temu, da če nisem nič naredil, da tudi ne morem biti kaznovan. Zato sem se pač tako potujem in se z enim stvarmi se res ne obremenjujem. No. Pa lahko ti odgrneš cerado pa pogledaš, kaj voziš. Kako je s tem? Ja, zdaj v glavnem plomb ni, ne. Tako da že pri samem nakladu moraš ene stvari rutiniran pogledaš. Samo
ne vem, no. Zdaj, da bi pa tako, si me najprej vprašal, kako je s tistim tihotapstvom, pa res nisem imel težav, no. Zdaj smo prišli do Hrastnika, Ja, malce bomo počili, pa potem nadaljevali vožnjo do Izlak. v redu. Marko, med vožnjo do Hrastnika je vmes nekaj piskalo. Ne vem, te kdo sledi? Ja, to so pa sledilne naprave, to je pa baza firme, ima pa vedno dostop do sledenja kamiona, ne. Se to je dobro, ne? Ja, Če se ti ja. mogoče kdaj kje naredi ali pa Ja. če te ukradejo. Absolutno, to, če bi mene skupaj s kamionom ukradli ali pa če sam kamion ukradejo. Ja, sledilnost je zdaj maksimalna, tudi na prikolicah ima nekateri. Lažje je izslediti tovar, ne, če je ukraden. Tako da to je že par let. Je bilo to tudi na Aviatorju? Ja, tudi na Aviatorju. Tam je bila zgodba zelo žalostna. Lahko rečemo to zgodba, ko je kar veliko takrat slovenskih firm propadlo, ne? Kako je bilo v tvojem primeru? Ja, Aviator Vektor je sabo, no, če začneva na koncu zadnjega vprašanja, Aviator Vektor je posledično, ne, tudi neki firm za sabo potegnil. Zgodba je bila tako, ne. Aviator, sama firma je izredno disciplinirana, ne. Red pa disciplin je bil tam na prvem mestu. Pol kasneje z združitvijo Vektorja, prihod novega direktorja, kasneje seveda poznamo menedžerske tajkunske prevzeme, tudi pri nam se je izdialovil, ne. Pač te tajkuni obremenijo svoje firme, svoje delavce, da jih izčrpavajo firmo in zdaj, če kjera preživi, če ne, pa ne. Tako da se je nam tudi to pol zgodilo leta 2011. Nekaj časa so nas sicer neki pripravljali tako, plača je še bila, takrat si ljudje nič ne vprašajo, da je kaj narobe, dokler je plača. No, pol ni bilo prve plače, pa ni bilo druge, pa ni bilo tretje, ne. Tako da v tistem času sem tudi predsedoval sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije, reprezentativnem sindikatu te panoge, tudi v Aviator Vektorju. Tako da sem tudi svojo ekipo prav v tem času naletel na to, kako bi rekel, za sindikalista najtežje obdobje. Sam sem imel to vodilo, da bom z delavci do konca, ne. Tudi v kasnejšem stečajnem postopku, ki moraš nenazadnje se tudi boriti s stečajnim upraviteljem in smo dobro sodelovali, ne. Da delavci dobijo poplačanih čim več terjatev, ne. Ampak stečaj se je potem zgodil. In vsi ste se znašli na Zavodu za zaposlovanje. Tako. V vaši družini kar vsi naenkrat, ne? Ja, žal se je tako naredilo, da sem jaz prej pomagal sinu, da je prišel do prometnika na Aviatorju, tam je bil 5 let, ne. Tako da sva na koncu pa tisto zgodbo oba zaključila na cesti. Seveda, ne, kar bi rekel predana, usojena v usodo, nikakor ne, z izkušnjami, znanjem smo šli na zavod. Tudi žena? Hčerka? Žena pa pol leta kasneje pri svoji firmi, hčerko smo imeli pa na študiju farmacije pa v Ljubljani, ne. To je bilo pa težko takrat, ne? Ja, to smo se pa malo sedli, pogovorili, zastavili nove cilje, oboje, našli smo druge službe. Si jo ti hitro našel? Ja, dokaj hitro, Sašo ja. tudi? Kje? Tudi Sašo, se pravi še pred Sefra Transom, tukaj, kakor sem zdaj, v lasti Sešla Francita, ne. Sem bil 2 leti v Voklem pri firmi Nastran. To smo pač tam prebrodili. Prebrodili smo to vrzel, kjer nimaš dejansko veliko manevrnega prostora, delati je treba začeti naprej.
brez plač se ne da živeti. Tako da v bistvu smo tam, je najprej začel Sašo delati kot disponent, pa je pol še mene potegnil, ne. Tako da smo, ja, dokaj vzajemno delujemo, no. Enkrat si ga ti, enkrat je on tebe. Ja, ampak zdaj vod 2-1, ker sem pol tukaj vse fratranse, me je pa tudi Sašo nazadnje spravil. Mislim, ampak zdaj pa res nočem več tekmovati. Aha. Kjer bo koga h kakšni firmi spravil, ne. Tu bi se ti najraje kar upokojil, ne? Ja, tukaj smo zdaj, moram reči, da sem res izredno zadovoljen, no. Komunikacija je na takšnem nivoju, da se upošteva tisto znanje, ko si ga v firmo prinesel. Odnos do kamiona, odnos do strank, ne nazadnje tukaj tudi nekaj posla, se je tudi z mano, ali pa Sašo tam pripeljali posledično, ne. Tako da dobro sodelujemo, spoštujemo en drugega in zdi se mi, da mogoče bi pa res jaz tle lahko zaključil to svojo tovornjakarsko pot. Takrat, ko si bil brez službe, si kaj razmišljal, da bi šel nazaj v varnost ali pa si poiskal spet kakšno drugo delo, ne delo tovornjakarja? Ne, to pa moram priznati, ne, to pa nisem, res. To sem kar v tej branži sem iskal, no. Sem le nazadnje bil že takrat že okrog, bi rekel, ja, takrat sem imel 23 let aviatorja. Ne, nisem nikjer. Sem rekel, le, tole bom iskal, tudi nekog najbolj sem bil spraksiran, ne, ker ne nazadnje, sam tako smatram, ne. Za neko delo moraš biti spraksiran, da se spustiš v njega, no. Pa še malce nazaj na tvoje korenine. Tvoj oče ni Zasavčan, ne? Ne. Moj oče je pa prišel iz Dolnje Bistrice, iz Prekmurja. Mlad fant, ne. Rudarsko šolo, kakor tudi veliko drugih fantov. Spoznal tvojo mamo? Mama je bila pa Zagorjanka iz Potoške vasi pred Kotredežem. Jaz sem se kar našla, no. Ljubezen potem ni dolgo trajalo? Dva fanta? Ja, 2 fanta. Je rodila? Sta bila kar zagnana, no. Moram reči, da sta bila v tej začetni ustvarjalnosti, ne, izredno produktivna. Standard sta dosegla dokaj visok, avto, hišo sta naredila, ampak na žalost nista znala tega očuvati, ne. Te družine nista znala očuvati, tako da sta se razšla, obenem pa seveda se je razšla družina, z bratom so se razšla, sicer smo se nekako nazaj potipali, ampak ni to, ne. Pa je, Marko, to težko, ko gre en brat k mami, drug brat pa k očetu? Ja, dobro, brat moj je 5 let mlajši, on pravi, da se tega dosti ne spomni, ne. A meni je bilo izredno težko, no. Jaz tega, če priznam, skoraj nikoli nisem prebolel, no. Zato ti toliko bolj zdaj pomeni trdna družina veliko, ne? Ja, to... In si toliko se tudi posvetoval z dragi svojo ženo, ali iti zagristi v ta kruh tovornjakarja ali ne? Ja, to je bila pa prva stvar, ja. Prva stvar je bila ta, da sva si obljubila, da bova družino držala skupaj, ne. Da bomo skupaj ustvarjali, ker če skupaj ustvarjaš, šele takrat se lahko dejansko veseliš svojih otrok, njihovih uspehov. In potem vnukov, ne? Pa vnukov, ne. Kako imava zdaj, 4? Zdaj smo pa na 4. Neodločeno. Ja. Bo tako ostalo? To pa ne vem zdaj, kako razmišljajo, ne. Ampak, ja, otroci so priden, zagnan. Sara je kasneje doštudirala za magistra farmacije, dela v lekarni Zagorje. Sašo je pa tudi v polnem zagonu. On je tehnolog prometa, logistike, moj disponent par se fratrans, ne, še to. Službo mi je zrihtel, da mi je lahko šef, ne. Ja, če bi bil na Izlakah doma, bi bil pa še tvoj predsednik sveta krajevne skupnosti Izlake. No. Ja, je pa občinski svetnik tudi? Tudi v to se je vse spustil, je kar zagrizel. Zdaj, jaz smatram, da ima podporo, da mu bojo stali ob strani, starejši svetniki, starejši kolegi. Ja, ker je med mlajšimi. Mimogrede, seveda. Si bil tudi ti, vem, da nogomet si rad igral, kaj pa te borilne veščine? Oba
sin in hčerka sta, mislim, da kar oba nosilca črnega pasu v kickboksu, verzija Pondokan. Ja, Sara ga sicer ni dočakala črn pas, no. Zato, ker je šla prej pol študirati, ne, do 8-letki je bila, tudi oba sta bila člana državne reprezentance. Sašo poučuje še naprej mlad kader pri Pondokan Zagorje, v tem neznansko uživa. Sara je bila v tistem svojem zagonu glasbenih kad fantastična, ne. Ampak je pol kasneje to prekinila in je šla v Ljubljano študirati. Ti pa? Jaz sem bil pa tako, ne, Igor. Veš, ko smo mi dva brcala rekreativno skupaj, se veš, kako so mene napadali. Pokrij tam, jaz sem bil bolj tako, no, amaterček, ne. Srce. Ampak za rekreacijo. Gre se za rekreacijo, ne. Jaz sem rad v večjih športih rekiral, ampak nobenem nisem bil, veš, tako da bi to bilo kaj odmevno, ne. No, zadnja leta nisva takole sedela v kakšnem daljšem pogovoru. Sva bila pa povezana tudi, ko si bil v tujini preko računalnikov, ne. Ti si zakupil minute in si spremljal kar precej oddaj, ki smo jih ustvarjali takrat še na televiziji ETV, pa tudi zdaj si še kakšno gledaš. Ja, to je spet, kako se reče, ekonomija. Imel sem super internetne pogoje, ki je obstajali prek avstrijske internetne družbe, ne. Pokritost neomejena Avstrija, Italija, ne, za določen denar. In ja, moram priznati, da sem se na tele vajine oddaje močno navadil. Zato, ker to pa lahko rečem, pa nisem takrat razmišljal, pol kasneje sem se vprašal, ne. To je moj stik z domovino. Mogoče se marsikateri zdi hecen, ampak ne. Včasih smo poslušali četrtkov večer. To nam je mladima pa starim tukaj pomenilo, da smo tiste srednje valove iskali, pa smo slišali svojo domačo besedo. Pa ob nedeljih Marjana Kralja. Ja, ne. In pol kasneje pa vajine oddaje, moram priznati, jaz sem zjutraj računalnik vžgal, internet priklopil, aktiviram in to se je sukalo cele dneve. Jaz sem računalnik zaprl, poslušal, jaz sem preposlušal vajinih intervjujev pa raznih. Še prej kar veliko, ne? Veliko. Ali pa če rečem, da sem jih zelo malo ven spustil. Ne? No, jaz upam, da bo še naprej tako. Ja. Čisto za konec, če bi se kdo, ki gleda oddajo, rad odločil, da postane voznik kamiona, kaj mu svetuješ? Svetujem tem, zdaj že več deklet tudi. Zainteresiranih, ne. Se pravi, vsakmu, ki se odloči za ta poklic, tako kot sva rekla, najprej se je treba pogovoriti s partnerjem. Če je samski, se mu ni treba še, ampak naj si na koledar zapiše, koliko let bo sam. Ne? Zaradi tega poklica. V ta poklic se moraš odločiti z neko ljubeznijo, po drugi strani seveda iščeš materialno, neko malo več denarja je, ne. Vsekakor pa ta poklic vsakem priporočam, da ga dela z redom, disciplino in po zakonu. Pa ne bova zdaj govorila, kva vse se dogaja, od raznih špekulacij, red, disciplina, pa varnost na prvem mestu. Je tako. Pa seveda brez alkohola, ne? Ja, to je pa tukaj pa nič. In prav je tako. Tako. Marko, hvala, da si z nami delil delil to svojo poklicno pot, pa tudi življenjsko pot. Pa da bi varno do upokojitve prevozil še verjetno kar veliko tisočev kilometrov. Ja, takole v povprečju 12 000 jih je na mesec, ne. Zahvalil bi se vama, da sta bila v teli kabini moja gosta, no. Nenazadnje. Hvala za povabilo. Zelo sem užival v telem intervjuju.